Dober dan, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnjem dogodku predstavitve knjige Rojstvo brez nasilja avtorja Frederika Lebouilletja. Z mano so danes tudi gostje, za katere sem vesela, da so se odzvali nocojšnjemu povabilu. To je Nina Jenštrle, porodna dula, Andreja Semolič, avtorica razvojnega koncepta pedokinetike, in pa Nina Radin, samostojna babica. Jaz sem pa Tjaša Pavček. In jaz bom za začetek res zelo na kratko povedala, kako sem jaz prišla do knjige, zakaj sem se odločila za ponatis, potem bom pa besedo predala našim gostjam in tudi vam, dragi obiskovalci, ker bi želela, da se, če boste seveda želeli, da se aktivno vključite, poveste kakšno svoje mnenje, svojo izkušnjo, vprašate goste karkoli, tako da ste res vljudno vabljeni, da sodelujete. Ja, zdaj bom povedala, kako sem jaz prvič to knjigo. Sem jo zagledala v knjižni omari moje tete, ki je bila patronažna babica. Bila sem prvič noseča pred 23 leti in je takoj pritegnila mojo pozornost. Sem rekla, kaj je to za ena knjiga, kaj naj preberijo. In se spomnim, sem ležala na plaži, brala to knjigo kot najbolj napeto kriminalko in se želela, da me ne bi noben zmotil. In hkrati močno me je ganila v srce, tako res zadela me je, ker sem rekla, ne želim, da se moj otrok, ki raste v meni, rodi na način, kot ga opisuje knjiga. In sem v bistvu to potem tudi predstavila, ko sem šla roditi v porodnišnico, sem povedala, kakšne so moje želje in so jih upoštevali že takrat. Imela sem, ne vem, mogoče srečo. In potem tudi pri drugem otroku, ko sem porodni babici pripovedovala, kaj si želim, da upošteva pri porodu, me je vprašala, a ste brala knjigo Rojstvo brez nasilja? Pa je tako, wow, tako sem bila presenečena, kaj tudi ona pozna to knjigo, ne? In je upoštevala, naprimer, tako je zatemnila luči in potem, ko sem tik pred porodom, je prišel zdravnik, porodničar, je rekel, kaj je tukaj taka tema, dajte prižgati luči, Pa je rekla babica, ne, mamica želi, da je tema. Tako me je tako, prav slišim še vedno te besede, In potem pri rojstvu tretjega otroka, ko sem pa rodila doma, sem pa v bistvu lahko vse ta načela, o katerih govori Lebouillet, res v celoti dala v prakso. Tako da, kaj me je v bistvu še poleg tega ganilo, ker jaz v bistvu do takrat, preden sem prebrala to knjigo, jaz nisem nikoli razmišljala, da bi dala v ospredje otroka. Nisem razmišljala, kako bo otrok, ki raste v meni, doživel to rojstvo. In to me je v bistvu odprla en tak čist nov pogled. In naslednja stvar, ki me je pa tudi tako zelo ganila, je bilo pa to, da je knjigo napisal moški pred več kot 50 leti. In da je bil on tisti, ki je razmišljal o tem, kako otrok doživlja rojstvo. In on je bil pri tem izredno osamljen, Frederik Lebouillet, kar mi je potrdila tudi prevajalka prvotne knjige. Ona se je takrat pisma dopisovala z njim. In je on v pismih sporočil, kako je osamljen v tem svojem razmišljanju. On je v bistvu bil prisoten, on je bil zdravnik, ginekolog, porodničar. In on je opazoval na tisoče otrok, kako se rojevajo. In ko je videl, kako kričijo, si je govoril, tukaj nekaj ni prav, nekaj ni v redu. Spraševal se je, zakaj medicinsko osebje, porodničarji, celo starši, da razmišljajo o tem, kako se bo rodil njihov otrok. Ampak, kot sem rekla, zelo je bil osamljen, on je zapustil potem medicinski poklic in se posvetil pisanju in fotografiranju. In ta knjiga, prva izdaja knjige je bila izdana pred več kot 50 leti in je bila takoj prevedena v več svetovnih jezikov in razprodana v milijonskih nakladah. V Sloveniji je bila pa prvič izdana pred 40 leti in tudi razprodana je že zadnjih 20-25 let. In zdaj, zakaj sem se pa jaz odločila, da bom to knjigo ponovno izdala? Jaz sem imela pač ta en izvod, ki sem ga čuvala zelo skrbno, to je ta prvotna verzija te knjigice. In če sem ga posodila kakšnim bodočim staršem, sem rekla, vrni mi to knjigo, ker to je edina, te knjige se ne dobi več nikjer. In potem pred približno letom in pol
mi je to knjigo dobesedno odplavilo, ko so se zgodile te poplave in sem ostala brez. Kje bom jaz zdaj dobila? Jaz moram imeti to knjigo na moji knjižni polici. In sem razmišljala, kje ne zdaj dobim to knjigo. No, zdaj vam bom povedala tako po resnici, kot je bilo, mogoče bom kakšnega od vas izgubila s tem. Riskiram. Jaz sem drugače tudi adula. To pomeni, da bodoče starše učim, kako se povežejo s svojim otročkom še pred njegovim rojstvom ali celo pred njegovim spočetjem. To se pravi, da imam neko povezavo s temi dušicami, temi otročki, ki prihajajo, jih čutam, jih slišam. In ko sem jaz spraševala, kje bom jaz dobila ta izvod knjige, sem tako dobila res zelo jasno informacijo, ki ni prišla iz moje glave, ampak so bili pač to te otročki, ki prihajajo, pač jaz vem, da so bili in so mi rekli, izdaj to knjigo. In tako pač sem se te ideje toliko razveselila, jaz sem tako pač res začutila tako strast v vsaki celici svojega telesa. Ja, ker prej nisem, to knjigo sem pač vedno iskala, ampak nikoli nisem pomislila na to. Ne? In jaz vedno, če nekaj začutam tako res z vsako celico svojega telesa strast, rečem ja, ampak ne razmišljam, ne delam, ne vem, poslovnih načrtov ali česar, ko jaz rečem ja in to naredim, ne? Pol za nazaj, kdaj rečem, ne, to je bilo pa kar tako, mogoče malo brez premišljeno, ampak vedno sem pol podprta, če to naredim. In v tistem, ko sem jaz to idejo dobila, sem jaz toliko vesela, komu čem jaz to povedati, s kom čem jaz to deliti, da bo še toliko vesel, ne? In seveda napišem Nini, Jan Štrle, Nina, veš, katero idejo sem dobila. In Nina se je seveda razveselila, rekla je, da sem malo nora, ampak se me že pozna. In zdaj je ta knjiga tukaj, je v novem, nov prevod je knjige, osvežena je pač tudi oblikovno in pa vse tri današnje gostje so napisali spremno besedo, kar knjigo še dodatno obogati. Zdaj bom pa jaz predala besedo mojim nocojšnjim gostjem in sicer bom začela s tistim, ki poznam najdlje časa. In to je Andreja Semolič. Ona je avtorica razvojnega koncepta pedokinetike, mama 2 hčera, avtorica knjige Igriva vadba za dojenčke in pa tudi ustanoviteljica prvega centra za razvoj otrok v Sloveniji. In Andreja sem prvič spoznala, ko sem približno pred 20 leti ob rojstvu prvega otročka obiskala njen ta center za pedokinetiko. In sem bila navdušena, ker sem videla, kako otrok izjemno hitro napreduje, ker sem izvajala pač te vaje, ki jih je Andreja priporočala in to v bistvu rokovanje z otročkom. In to me je toliko navdušilo, da sem potem tudi ob rojstvu 3. otročka šla k njej, ko je bila hčerka stara nekaj tednov. In ko ona prijela hčerko v roko, je tako, še zdaj se spomnim, ker je rekla, koliko lep otrok, v smislu lep, ker je bila taka mehka, ni bila zategnjena. Novorojenčki se včasih, ali ste imajo ekstenzije, zategujejo hrbte, pestke imajo stisnjene. Ne? In je rekla, sigurno si imela ful lep porod. Jaz tako, ja, kako pa ti to veš? Reka, zato ker vidim, ker čutim dojenčka. In to takrat mi je bilo spet tako en nov pogled, kako lahko strokovnjakinje z tega področja na podlagi tega, ko prime otročka v roke, vidi, kakšen je bil porod. Porod se odraža med drugim seveda tudi na fizičnem telesu. In Andreja, ti se pri svojih starših vedno znova vračaš v vprašanju, kako se je rodil vaš otrok, jih vprašaš. Mogoče lahko bolj razložiš, zakaj to vprašanje? Res je, hvala za uvod. To je eno temeljno v bistvu izhodišče, se pravi, kako se je rodil otrok, ne samo kakšen je bil porod, tako kot si že omenila v knjigi, fokus na otroka. Tako da moj celoten fokus je predvsem na otroka in kako uspemo podpreti razvoj otroka. In lahko reče mamica, da ja, super, fajn je bil porod, pa še malo naprej sprašujemo, pa začne, pa je bila epiduralna, pa je bilo tako, aha, okej. Tukaj so potem že znaki, da bo treba otroku pomagati v bistvu ta prvi preboj na svet, na mal drugačen način. Se pravi, podpreti ga z podporami skozi naše roke, da v bistvu doživi prehod iz maternice v ta, rečemo, svet, kjer
jaz rečem po domače, udari sile gravitacije. Ne? In v bistvu meni je dano, da pravzaprav vidim skozi to naravno silo, ki je dejansko surova, pa hkrati brez nje ne moremo, je udarna, in v bistvu se po tej sili narave pravzaprav razvijamo, se obnašamo, pogovarjamo, se oblikujemo. In mi je dano to videti, kako pravzaprav deluje skozi razvoj otroka, o tem, zakaj tako morda kdaj drugič. In temeljna stvar je, da v bistvu vidim ta prenos skozi porodni kanal, ga zaznavam kot prvi preboj na svet. In jaz močno verjamem in podpiram, želim, da pride to tudi v svet, da dejansko mame ob porodu seveda dozorijo kot mame šele s porodom, spoznajo, da zgodba otroka ima svojo pot, naravno pot, ki jo pa treba podpreti, in včasih je zelo težko, ker moramo v bistvu neke svoje emocije ali pa neke svoje želje, prepričanja pravzaprav postaviti malo na preizkušnjo, malo prevetriti, globoko začeti dihati, da se lahko sploh povežem z otrokom, ki je tam pred mano. Kdo je to? Sva dva, pa vendar povezana. Tako da v bistvu kultiviramo ta odnos do otroka, že ko ga primeš v roke, da je ja, imam ga rada, joka, moram ga stisniti, seveda, ampak tako kot si rekla v knjigah, zakaj toliko otrok kriči, Jaz tudi pravim, ko je mama zna se umiriti, da roko na otroka, on ve, mama je tukaj, v redu je, In te stvari so zelo povezane skozi te sile narave, in začne se ta pot odnosa, te interakcije z otrokom pravzaprav s porodom. Tle se začne. Tako da, če so naravni porodi, je ta sila v otroku naredila tisto svoje, kar jaz rečem, izkoristi razvojno kapaciteto. Kadar je pa bilo karkoli drugače, zlasti pri carskem rezu ali pa tudi pri epiduralnih, seveda tukaj je potrebna urgenca, če je potrebno, ampak včasih pa ni potrebno, da ravnamo tako. To bolj ko ne, bolj veste, in takrat imajo otroci zelo velike v bistvu težave zadihati okrog tudi v maminih rokah, da se ugnezdijo v mamino telo. In tukaj v bistvu jaz pomagam s pedokinetiko pravzaprav podpirati ta prostor, kako stopiti v stik. In ta knjiga je res v bistvu nadaljevanje te zgodbe, kako dejansko je porod, je lahko bolj human in tudi odnos do otroka je lahko bolj human. Da vidimo otroka, kaj nam on govori, ne kaj si samo želimo, da govori. Ampak pravzaprav kako na koncu svojih dlani mi dejansko potrebo otroku pomagamo potešiti, ampak katero potrebo? Po razvoju, povzeti svojo kapaciteto. In jaz dostikrat tukaj tudi povem, otroci se rodijo odprti, da eni verjamejo v čakre, drugi ne, ampak pridejo odprti in imajo vso razvojno kapaciteto na razpolago, da jo vzamejo. Ker pa premalo vemo o tem, premalo znamo ravnati s temi silami, se to počasi zapira. Zato tudi otroci ostajajo toliko kričeči, imajo pesti, zategnjeno telo in tako naprej. Pa temu ni tako. Tako da sem zelo hvaležna, da je ta knjiga znova spomnila da je tukaj med nami in da bo mogoče tudi prinesla še en dodaten vpogled novodobnim staršem, ki se mi zdi, da so se pa malo zgubili. Vse povsod je, kaj je treba, kako je treba, in so vse povsod samo tukaj in zdaj niso. In žensko se, kako bo rodila, kako, sploh se ne zna, rečemo, ne vem, verjetno vi znate bolj povedati v tem gnezditvenem procesu, da se lahko umiri telo, da pridejo sile, da sodeluje z otročkom in tako naprej, da bo malo več v to smer šlo tudi med starše. Evo, toliko za enkrat. Super, hvala. Boš Nina ti kaj povedala? Da nam vpraša. No, potem pa Nina Jenštrle
ena izmed prvih porodnih dul v Sloveniji, mamica 2 hčera, učiteljica Shakti Dance joge plesa, voditeljica ženskih krogov, vodja priprav na čudovit porod, plesalka argentinskega tanga in po novem tudi organizira ženske retrite. Tukaj si lahko več preberete o tem. No, Nino sem pa spoznala prvič pred 13 leti, ko sva z možem šla k njej na priprave na čudovit porod. Kljub temu, da sem bila že 3. noseča, sva šla res v zgodnji nosečnosti, v prvih 3 mesecih že k njej na priprave na porod. In tam sem videla, imela je par knjigic in ena izmed njih je bila ta na tleh. Še zdaj se spomnim, sem rekla, Nina tudi pozna to knjigo. In zdaj jo srečujem že zadnjih 9 let vsak teden, ker hodi k njej na Shakti Dance jogo plesa. In Nina zelo izjemno spoštljivo govori in piše o avtorju Frederiku Le Bourieju. In Nina, zanima me, kaj je tebe pri tej knjigi tako navdušilo, da si njeno vsebino vključila v svoje priprave na čudovit porod in jo priporočaš staršem kot zelo priporočljivo branje? Vse. Ja, meni se zdi, da besede od prve do zadnje govorijo resnico in to je v pomenskem smislu in v občutkih, ker ta knjiga je mene zadela na vseh teh ravneh, ko sem jo ko je bila že zdavnaj razprodana, po velikem srečnem naključju našla v enem antikvariatu. In ko sem jo brala, je enako kot pri tebi, vse v telesu in v vseh možnih ravneh je govorilo, ja, to je res. Kljub temu, da piše Le Bourrier zelo poetično, na trenutke v metaforah, v malo bolj takem kontemplativnem stilu, je bilo meni zelo jasno, o čem piše. Težko bi takrat razložila, kako to, ker nisem imela še nekega zelo obširnega znanja, sem bila še na začetku svoje dula poti, ampak vse vemo, ko vemo, ko telo reče, je ja. Je pa res, da ta program priprave na porod je sestavljen iz večjih, če rečem, poglavij oziroma tematik. In začnemo z nosečnostjo, gremo preko poroda poglobljeno in seveda je potem eno od predavanj tudi prvi skupni čas z dojenčkom oziroma ta trenutek rojstva, prvi trenutki z dojenčkom, prva ura, prve 3 ure in potem še to 6-tedensko poporodno obdobje. Ampak zelo smo se posvečali tudi predvsem tem prvim trenutkom in prvi uri. Zakaj? Zato, ker ko sem spremljala rojstva kot porodna dula, večinoma v porodnišnici takrat, še 10-15 let nazaj, sem imela priložnost vsakič znova videti to, kar je Le Bourrier ubesedil v to knjigo. In niti pri eni stvari ni falil, če po domače povem. In je bilo jasno, torej tudi v praksi sem lahko prevedla njegove misli in je bilo zelo preprosto jasno, da je to res, potem je bila tukaj diskrepanca med realnostjo, ki jo porodnišnice omogočajo, med tem, kaj si ženske, ki preberejo to knjigo in še kaj več želijo in kako zdaj najdeti tukaj kompromis, da dosežemo največ, kar se da. Tako da to je bila kar dolga pot. Ni bilo tako, da je prva ženska ozaveščena prišla v porodnišnico in rekla, jaz želim takole in tole in tole in tole in tole. Praktično o vsaki stvari je bilo treba govoriti z osebjem, večkrat celo, v malih dozah, začeti vnašati spremembe v porodno sobo, če zdaj govorimo o porodnem okolju, se naučiti, kako skomunicirati željo, da ne izpade kot neka agresivna zahteva, ki je
samo zahteva in me ne zanima, kaj vi menite in meni se ne da argumentirati, zakaj, ker jaz pač to vem. Ampak je bilo treba najti eno tako dolgoročno strategijo, za katero smo vedeli, da bo delovala. In to se je res zgodilo. To se pravi potrpežljivost. In ko si omenila besedo spoštljivost, ja, spoštljivost torej absolutno do mamice, do dojenčka, do porodnega procesa, ampak tudi spoštljivost do osebja, ki v ustanovah dela kot dela. Vemo, zakaj tako dela in ni humano pričakovati, da bojo čez noč preobrnili svojo doktrino in vse koncepte in vse, kar so se toliko let učili. Torej tudi spoštljivost do njihovih pristopov in enako spet, ne, kako zdaj to alkemizirati, da najdemo neko pot, kjer bomo vsi udobno prišli do rezultata, ki ga želimo, ali pa do načina, ki ga želimo. Način, ki ga želimo, pa se prevesi na stran mamic, ki vejo, kaj je zavestni porod in ki vejo, kaj pomeni porod za otroka. A ne več dejavnikov je. Predvsem pa, no, da zaključim mogoče s tem, največ so me seveda dojenčki naučili. Ko gledaš dojenčke in ko imaš ta posvečen čas, jaz kot dodula imam ta privilegij, da mi po porodu res lahko samo opazujem, za razliko od babic, ki imajo še veliko dela in odgovornosti. Dula se pa usede na razdaljo, stran iz vidnega polja dojenčka, vsaj jaz tako delam, in lahko res samo opazujem, kar je moje najljubše opravilo na svetu, da opazujem brez besed. In sem lahko res ure in ure in res mnogo dojenčkov opazovala, kako sprejmejo to, da so rojeni. In seveda povezovala s tem, da sem bila priča tudi, kako so se rojevali. 5 ur, 10 ur, 20 ur do takrat. Skozi kaj je šla njihova mamica, ker to se zelo odraža na tem, kako otrok doživi porod. On ni ločen v tem, to je zdaj moja špura in jaz grem takole. Zelo je povezano s tem, kaj mama doživlja, kako gre skozi izzivalne momente med porodom, kaj se jo odpre med porodom, se pravi, kaj v bistvu predela in dojenček predela skupaj z njo. Kje ima mogoče dojenček individualno svoje izzive? Včasih so dojenčki, tisti, ki imajo neko vsebino. V glavnem, lahko bi govorila še 100 let. Mogoče tukaj zaključila enako kot ti, največji navdih, kar se tiče vsebine, konkretno te knjige, ki govori o dojenčkih, so prav oni, njihovi obrazki, njihova mimika telesa, njihov glas, njihovi učki, pogled, dobesedno odnos do življenja. To se takoj vidi, ko se dojenček rodi. Takoj. Eni pač se jim še ne da biti tukaj in mižijo in je tako, kam ste me zdaj spravili, vse bom, ampak eni gledajo na široko še, ko je glavica porojena, in čakamo na zadnji popadek, da se porodi še telo, že gledajo okrog. Vse jim teče v oči, ampak tako da res veliko povejo, vse povejo. In spet se nanašam na Leboeja. Če znamo biti potrpežljivi, ljubeznivi, počasni, pozorni, čuječi, lahko res vse vidimo. Super, hvala, Nina. Nina Rodin je pa prva samostojna babica v Sloveniji, vodi bodoče starše skozi pred, med in poporodno obdobje, mamica 2 otrok in pač tudi zelo veliko si Nina prizadeva za naravne porode, bo tudi na koncu te bom še to nekaj vprašala, za pravice žensk, tako da sem jo pa spoznala preko Nine Jenštrle, ker sem Nino spraševala se, Nina, da mi povej, kje je res dobra babica v Sloveniji, da bom lahko mojim bodočim staršem jo svetovala. Je rekla, Nina Rodin. Se je še kakšna rekla, ne, to je to. Takrat je bilo tako. Ja, no, to je bilo. Zdaj pa malo drugače. No, v procentih je zelo drugače.
Tako da Nina je zelo zasedena, tako da če so tukaj kakšne bodoči starši, vam svetujem, da si... Planirite porod tam pa Ne, takoj, ko ste noseče, si rezervirajte pač termin z Nino. Potem sem začela spremljati Ninino delo in mi je bilo zelo všeč, ker je bila pač skoraj zagovornica tega naravnega poroda. In spomnim se objave, kjer je napisala, ko je v 98. letu starosti Frédéric Leboyer zapustil ta svet, je Nina zapisala: pogrešam bo. Njegovi koncepti še danes niso standard v slovenskih porodnišnicah. Nina, se je do danes že kaj spremenilo, oziroma kateri so tiste stvari, ki so morda že postale standard in katere si še želimo, da bodo? Dva koraka bom nazaj stopila. V 20. stoletju je res se porod iz naročja doma prestavil v porodnišnice. Ne samo v našem prostoru, tudi širše. Za razliko od ostalih, dajmo se zdaj v tem kontekstu omejiti na zahodne pa na severne države, je v naši bivši državi pa ostalih vzhodnih porod šel v porodnišnice praktično v celoti. S tem se je zgodila pa tudi ena taka velika medikalizacija, ki jo je recimo Leboyer ali pa njegov sodobnik Odon prepoznal in sta začela v bistvu o tem govoriti, o tem, kaj je prekomedikalizacija. Dejstvo je, to velikokrat slišimo, da kako so pa včasih ženske umirale, pa kako visoka smrtnost je bila, pri čemer smo že malo pozabili, kaj vse so bili razlogi za to. Od slabih življenjskih pogojev, neustrezno prehranjenih mamic, težaškega dela, antibiotikov včasih ni bilo. Se pravi, take stvari, ki so bile zelo enostavno rešljive, ampak pri nas, vsaj našem prostoru, s tem velikim premikom v porodnišnico se je pa zgodilo, da se je vse te boljše rezultate na eni strani pripisali temu, da je porod šel v porodnišnico. V porodnišnici pa vemo, kako je. Tam imamo seveda različne operacije, operacija slepiča, operacija srca in tako naprej. Zelo veliko enih posegov je potrebnih, ampak kar naenkrat so se ti vsi isti posegi prestavili zraven k porodu. Čeprav gre za čisto normalno fiziološko stanje, v primeru večine žensk pa večine otrok. In ko se je to zgodilo, mi v bistvu nismo imeli tukaj nobenih resnih kritikov. Se pravi, bila je izdana z nekim letnim zamikom knjiga Rojstvo brez nasilja, potem pa v bistvu nekaj drugega veliko. In ta način dela, ki se je po drugi svetovni vojni uveljavil v porodnišnici, se je zelo dobro prijel. Tukaj bi mogoče lahko izpostavili dva najbolj absurdna primera, ki se še danes dogajata. In eno je britje spolovila pred porodom in klistir. Se pravi, neka dva taka postopka, ki bi jih res lahko dali v eno zelo klinično okolje, kjer je verjetno na mestu kdaj britje nekega predela, kjer se bo izvajala operacija, ampak za porod pa res to ni bistveno. Mi danes, če grem zdaj na to vprašanje, pa v nekaterih porodnišnicah še vedno slišimo, da seveda informirajo ženske o prednostih klistirja. Veste, prednosti klistirja ni, če ne gre za žensko, ki ima težave z zaprtjem, seveda. Ampak večina žensk, vsaj jaz take še nisem srečala v moji praksi, ker zdravo živijo. Nima te težave, da bi morali to tako reševati. Ampak mi smo kar ostali zadaj. In potem včasih, ko izzoveš kakšnega strokovnjaka glede tega, potem reče, ni nobenih novih študij o tem, koliko je klistir koristen ali pa ne koristen. Seveda, ker na Zahodu so vsi že opravili s tem, ker je 30 let že jasno, da je to nesprejemljivo izvajati na nekomu, ki s popadki pride v porodnišnico, pa sploh. Tako da žal, mi imamo en kup stvari, ki so še takšne, ker se jih od nekdaj dela, ne od nekdaj kot iz stoletja in tisočletja nazaj, ampak odkar je porod prišel v porodnišnice in so postopki postali pomembnejši od tega, kaj zdaj le želi, pa rabi ta ženska.
Pri porodu doma je majčkeno drugače, se pravi, jaz delam večinoma pri porodih doma. Mislim, da je to v bistvu prostor, kjer je najlažje priti do oskrbe, kjer ni nekih nepotrebnih posegov. V porodnišnicah pa odvisno, kakor v kakšni. Mi imamo 14 porodnišnic in vsaka porodnišnica ima neko svojo doktrino, določene specifike. In mogoče za eno žensko, ki si želi zelo medikaliziran porod ali pa če celo carski rez, se pogleda sam statistiko, pa se vidi, tjale je treba iti, pa ga bom relativno hitro dobila. Tista ženska, ki želi pa naraven porod, ima pa precej izzivov, ker je pa v resnici od teh 14 samo ena porodnišnica, kjer jaz lahko iz prakse rečem, da se vidi, da je fiziološki porod dosegljiv in da ni to neka taka situacija, ko je treba v bistvu res preko vseh meja se naprezati, pa včasih iti celo do neke take neugodne linije, celo malo se kregati za te svoje pravice. In to imamo samo eno porodnišnico, takšno. Vse ostale, pa če pogledamo statistiko, ki seveda javno ni dostopna, ravno iz razloga, ker ženske v nekatere porodnišnice sploh ne bi šle verjetno rojevati, če bi jo poznale. Tiste pa v bistvu situacija, ko ženske, ki so ozaveščene, ki vejo, ki imajo informacije, lahko do tega pridejo. Sicer pa kar misliš, se oni vejo, se vsem, kam grem, tam so strokovnjaki, grem v najbližjo porodnišnico. Zgodbe se pa velikokrat pol drugače zasukajo. In recimo jaz si mislim, da če bi ženska, ki gre prvič rojevati, vedela, da bo ena od 8, ki bojo prerezane, samo 2 ne bosta v tisti porodnišnici, jaz mislim, mogoče pa, če bi vedela, ne bi tja šle. Tako da en kup teh postopkov, jaz mislim, da večina v resnici je še živa, ni pa živa v vseh porodnišnicah. Nekatere prakse imamo pač bolj žive nekje kot nekje drugje. V splošnem bi pa lahko rekli, da teh stvari nismo ponotranji. Še vedno se rojeva pod močnimi lučmi, kot je tale tukaj. To je standard. Ne malkrat se v okoljih, tudi takrat, če se zatemni, pa ko pride druga babica noter, pa avtomatsko prižge luč zaradi tega, ker je pretemno. Pri porodu se glasno govori, ker je to pač vsak dan za tiste, ki tam delajo, ni neke te spoštljivosti do svetega prostora in časa, ali kako ne rečem, velikokrat. To pač nek dogodek, tako kot takrat, ko ti dajo mavc gor, pa se tudi s tabo malo pogovarjajo, pa te zamotijo. Kar mogoče čist gre. Recimo, če ima ženska epiduralno, verjetno to prav pride, da te nekdo malo kratkočasi tiš čas. Takrat, ko pa ženska rojeva naravno, pa mogoče ni to na mestu. Omenila si svetlobo. Zdaj, recimo, če si samo za trenutek zamislimo tega otročka, ki raste 9 mesecev v trebuščku, ni še videl svetlobe. In prva stvar, ko se porodi njegova glavca, reflektor posveti oči. Zdaj si mi predstavljamo, ko smo odrasli, ko vsak dan vidimo svetlobo, da nam en sredi noči prižge luč. Če še nadaljuješ s tem, se ti res tako začutiš bolečino. Vsaj jaz si ob preberanju, kako se rojevajo ti otročki in ti ni vsem. Jaz vem, da ne bom imela več otrok, meni za vsakega, tudi za tistega, ki jih ne poznam, mi ni vsem, da mu reči skozi to. In recimo, da se ženska oziroma par, ki želita imeti otročka, da si vsem rečeta, mi preberete na primer knjigo in jo to gane. Midva si pa zdaj vsem želiva, da si bi najin otroček rodil tako, kot opisuje knjiga. To je zdaj v bistvu en tak res tako zelo majčken košček te sestavljanke. To se ne zgodi samo od sebe. Tak lep, naraven porod, nanj se treba pripraviti. Mora nas zanimati, moramo si vzeti čas, energijo, veliko tega, ampak se splača, zato ker s tem otrokom
ženska noseča samo enkrat in rodila ga bo samo enkrat. Logično je vse, ne? Ampak pri porodu, pa pri nosečnosti ni popravnega izpita, pri tem otroku ne. Jaz, če sem danes nekaj narobe naredila z otrokom, pa sem lahko upravičen, pa se pogovorim, pa naslednjič v tej situaciji naredim drugače. Pri porodu, pri nosečnosti, s tem otrokom ne, s naslednjim. A ne, zato pač res jaz vsem parom, s katerim delam, začnite se res zgodaj pripravljati na porod in imam tudi par takih, ki jim rečem, da so izjemno napredni, še pred spočetjem se že začnejo pripravljati na porod. A ne. In ok, recimo, da si starša to izbereta, si želita, prebereta to knjigo. Kaj bi bili zdaj te naslednji koraki, da bi ona dva prišla na tega? Kaj jim vi kot strokovnjakinje svetujete? Vem, da je pot dolga, ampak tako konkretno recimo, kaj bi, sem jaz tvoja, da si ti moja dula in te jaz vprašam, Nina, to knjigo sem prebrala, tako si želim, se rodi moj otrok. Kje ne se zdaj tega lotem, ker ne vem, kako naprej, naprimer. Ja, na podlagi tega vprašanja in enako mojega razmišljanja, ko sem kot dula začela delati in sem videla, da z vsakim parom praktično grem čez neke enake tematike, ki so se zdele meni pomembne ali pa so kot vprašanje prišle iz njih. Ne? In sem ugotovila, da je to očitno neko znanje, ki ni specifično zdaj samo za ta par, da ga zanima. Zato sem naredila prav program, namenjen skupinam oziroma pač večjim parom naenkrat, kjer sem predavala te stvari, predajala to znanje, informacije, izkušnje. In meni se to zdi en od pomembnih korakov. Poleg te knjige je še nekaj knjig, ki jih priporočamo za branje, ki mogoče na porod še malo drugače pogledajo. Ampak ena od praktično res kvalitetnih in dokazano delujočih stvari je, da se pari vključijo v neko organizirano pripravo na porod, ki pa spet ne, kakšna je. Jaz sem zelo zahtevna. To, da recimo iz mojega stališča, da priprave na porod v porodnišnici, to ne štejemo pod priprave za porod prvič, ker so prepozno, v 8. 9. mesecu. Sem tako, da bi, jaz upam, da nisem zdaj koga tukaj žalila, ampak pač treba se začeti res prej pripravljati na porod. Oprosti, ker sem te prekinila. Ja, sej super, da si omenila, ker šola za starše se še vedno smatra kot dovoljšna priprava. Oziroma ni dovoljšna, treba veliko bolj poglobljeno. Za tak porod. Jaz sem mogoče dodala, tako kot pravimo priprave na porod, jaz pa dodajam tukaj še v bistvu pripravo na dojenčka. Kako je, prost, da sem te prekinila, ampak ta priprava na dojenčka, kako v bistvu povezujemo lahko že te zadnje stadije nosečnice, kako se ona počuti, kako se je telo spremenilo, kako se ona giblje. Ker če znamo te stvari pogledati, vidimo, da se pravzaprav nosečnica premika, giba in koristi določene vzvode narave, prav tako kot njen dojenček potem. In če recimo pride prej na obravnavo, jo lahko popelje skozi to naravno organsko pot in ko ima ona to malo bitje pred sabo, jo prvič ni toliko strah, drugič zna reflektirati na svoje gibanje telesa in vidi te krožne linije in kako v bistvu je z tega vidika ta priprava na dojenčka, z mojega pogleda toliko pomembna. Super, hvala, da si to omenila. Super. No, sej, v glavnem priprave na porod, ki naj bojo večnivojske. Eno je seveda ta telesni vidik, potem v tem programu sem jaz združila kot psihologinja, seveda nisem mogla mimo čustvenega in mentalnega in kot raziskovalka psihe še iz mogoče višje perspektive tudi duhovni vidik. In to so 4 nivoji, o katerih govorim že od vsega začetka, kljub temu, da 15 let nazaj je bilo to zelo ekstravagantno. Se moramo tudi zavedati, da se je svet v zadnjih 15 letih spremenil tako zelo več kot v 100 letih prej, ali pa 200 celo.
Ampak enako, verjetno kot je Leboje takrat vedel, da to mora, če tudi je sam in če tudi so vsi proti njemu, se prav spomnim teh prvih skupin, ko smo tako sedeli v krogu v dvorani in sem jaz govorila stvari, ki so bile čudne za slišati. Takrat, kako čutiti dojenčka v nosečnosti, kako poslušati sebe kot žensko, ki se spreminja. Ampak nisem mogla drugače. Jaz sem na začetku povedala, jaz bom govorila o vsem tem. Govorila bom o duši, govorila bom o energijah, veliko o občutkih. Že vnaprej povem, vzemite tisto, kar vam služi. Če vam je kaj preveč čudno, pustite, da gre mimo. Je že mogoče za nekoga druga. Da se vrnem k tvojemu vprašanju, kaj konkretno. Torej, dobre priprave pomeni res priprave iz večjih različnih zornih kotov pogleda na to, kaj sploh pomeni porod in kaj pomeni roditi se, kaj pomeni spremeniti se tako zelo v vseh mesecih nosečnosti. In predvsem med samim porodom doživeti preobrazbo, ki je neprimerljiva s čemerkoli drugim v življenju. In zato niso dovolj samo informacije, ni dovolj samo ena prebrana knjiga, treba je iti na polno noter, se spraševati stvari, dvomiti, se ustrašiti česa, poiskati dodatne odgovore, se že takrat srečati z neznanim, z nepoznanim, z bolečinami. Večina nosečki tole knjigo bere, reče, jaz to moram kar malo odložiti, pa malo počakati, ker se, ko nosimo svojega otroka in ko se pripravljamo na njegovo rojstvo, se zbudi spomin na naše rojstvo. To je neizogibno. Če ne prej med samim porodom. Se pravi, veliko enih procesov je in takrat je dobro imeti neko ali podporno skupino, podpornega človeka, ki vse to razume in ki ti lahko predvsem drži prostor, da greš skozi ta proces. Obenem pa jaz, odkar sem začela učiti, stalno učim tudi spoštljivost do nepredvidljivega, kar porod je. In do tega, da se mi lahko naučimo vse, kar se v porodu da vedeti v smislu napisanega in izgovorjenega, pa še vedno ne bom jaz kot ženska vedela, kako bom reagirala na svoj porod. Kako bo moj dojenček kreiral vse tiste ure rojevanja. In tudi to je način priprave na porod, da par naučimo ali pa spomnimo, opremimo nekako, kako se pripraviti na neznano in na mogoče na preobrat, ki ga sploh nista pričakovala, ki jo je presenetil, ker konec koncev vsako žensko porod preseneti. Jaz ne bi mogla reči, da sem kdaj videla žensko, ki je tako suvereno, vse je bilo jasno od začetka do konca. Tam je bilo malo težko, ampak v redu. Nekje pride tista točka, te prelomnice, ki je več, kot si je lahko prej predstavljala, kar je sploh si mogla zamisliti, da lahko pričakuje, ker je to namen poroda. To je namen, da te prestavi na višji nivo zavesti in to se zgodi takrat, ko se zgodi nekaj ekstremnega, kar še ne poznaš. Zdaj sem malo zaplavala, ampak ko praviš konkretno, ja, absolutno, najti dobre vsebine, ki te kontinuirano spremljajo v nosečnosti, ne 2 vikenda, nekih šnel navodil, pa malo položaje, pa malo dihanje, pa ne. Proces priprave na porod je v bistvu vsak dan. Zavestno biti tukaj, noseča, čutiti sebe, čutiti otroka in biti iskrena. Tole mi gre, tole pa ne. Vsak dan nosečnosti je priprava na porod. Vsak dan. Zavedanje ženske noseča sem 24/7. Da se res da ni ženska toliko zaposlena, da niti ne pozabi, da je noseča. Ja, se res, sem noseča. Da je toliko zaposlena služba, vse drugo. In tukaj je telo zelo pomembno. Tukaj sem čez nekaj let, ko sem zgolj učila in svetovala, sem ugotovila, ko sem opazovala ženske med porodom, krasno je imeti znanje in informacije, ampak če ženska nima stika s svojim telesom, nekaj zelo pomembnega manjka. In takrat
je nekako spet življenje lepo zrežiralo, da je prišla k meni pač ta posebna joga plesa, ki zelo, zelo vrača v telo, v občutke, v spoštovanje v resnici svojega telesa in tega, kar telo govori. In sem videla, če to združim, je pa res taka fina, da ne rečem zmagovalna kombinacija, ko obstaja termin, ampak oboje more biti. Informacije, ki sedajo v telo in samo telo, ki ga ženska pozna, ker se v nosečnosti z njim ukvarja in upa ga čutiti, pozna ga, kar med porodom potrebuje. Takrat ti knjige več ne pomagajo, pomagajo to, kar ima v telesu in v svoji psihi. A je mogoče kakšno tukaj med vami, ki pa je že rodila tako, kot svetuje Le Boyer, da je ta knjiga recimo navdahnila in da je imela potem tako izkušnjo, če želi? Okay. A je mogoče med vami kakšno medicinsko osebje, ne vem, kakšna babica, porodničar, čistko me tako zanima. A vi ste? Kaj pa ste? Ste babica? Ste? Babica, pa štiram na Ste že delate v kakšni porodnišnici? Še ne. Pa recimo vam je ta tematika, ki jo predstavlja Le Boyer, tako blizu kot strokovnemu osebju? Odlično. Čim več takih si želimo. Upam, da boste navdih za vaše kolegice. Bi lahko jaz dodala še nekaj, ko smo omenili ta proces, kako je rojstvo proces, kako bi pač vse tej širini humanosti pričakali ta porod oziroma sprožili ta porod kot res nek svet dogodek, pač prišli smo živeti. Bi v bistvu v tej svoji 20 let plus praksi, ker res vsak dan gledam dojenčke, povezala eno pomembno spoznanje, zakaj je porod tako pomemben na samega otročka potem. Ker ampak vedno vprašam, ampak mame potem tekom procesa doživijo pravzaprav to zgodbo porodno. Ker otrok kliče skozi različne dinamike odnosa v neko povezanost, ki se dogaja pravzaprav zares med porodom. In gre za, jaz rečem tukaj, začeten push v ta embodiment procesa. Kako se volja usede v telo, kako se umesimo. In ko greste, ko je otroček že rojen in ko je tukaj fizično prisoten, so določeni vzponi, recimo bolj prijetni, manj prijetni trenutki z otrokom, ki pa grejo v ciklih tako, kot je šel porod. In kadar so recimo te, recimo malo bolj veliki izzivi uravnati pri otroku, sploh če ima pesti ali je zategnjen, je to zelo pomembna povezava in se pokaže, kako so šli popadki pri ženski, so ono se spomne. In točno v takih ciklih, v takih intervalih otrok predeluje določene zgodbe in kliče mamo v določeno povezanost, da lahko na nek nov način se odpre, spusti neke nove vsebine, novo energijo, ali pa opusti neka prepričanja, in stopita v en nov svet, naredita nek shift. Tako da to je res v teh 20 letih prakse pravzaprav res vidim, da je to ena. In ne gre pravzaprav brez tega podoživetja, kako je v bistvu šlo na samem porodu. Tako da to kot eno zanimivost. Super, hvala Andreja. Še Nina? Jaz ne vem, če imam en sam odgovor, kako se pripraviti na porod. Mislim, da so različni, tako kot smo različni ljudje. Živimo v dobi informacij in zdi se mi, da so včasih informacije tako množične, da ljudje posegajo samo po površini in da je to zdaj le verjetno največji problem, s katerim se soočajo današnji starši, če pustimo ob strani še zasičenost z mobilnimi napravami v vsakem trenutku, ki
mame v resnici vlečejo stran od lastnega telesa. Se mi zdi, da je ena taka pomembna stvar, v kateri bi se morali bodoči starši, spraševati ravno to, koliko informacij rabim, kar je umetnost, to je v resnici je to cilj, se pravi, ni to nekaj, kar lahko kar od nekje potegnemo, ampak kaj je tisto, kar rabim za to, da bo ta porodna zgodba, začetek starševanja in potem nadaljevanja v redu, in koliko je tisto, kar je premalo. In nekateri starši imajo pri tem sam srečo, in nič ne naredijo in se nič ne pripravijo, ampak in prinese življenje naproti take ljudi, da so podporni takrat in jih znajo podpreti. V resnici bi tako morali biti, se pravi, ko ženska pride v porodnišnico, ko ima popadke, če bi tam imela spoštljive ljudi, ki bi v prvi vrsti podpirali fiziološke procese. Se pravi, jaz nisem nasprotnik medicine, daleč od tega. Ene stvari so samo hvaležni smo lahko, da jih imamo. Ampak v osnovi, pa vsaj za Slovenijo lahko rečem, da je večina babic pozabila, kaj to pomeni babica biti. Babica ni tista, ki dela pri tem, ko se rojevajo otroci, ampak je v osnovi podpornica fizioloških procesov. Se pravi, ne gre tukaj za medicinsko sestro, ki bo v bistvu preferirala neke zelo medikalizirane procese, ki bojo hitro šli, pa bomo lahko več naredili, pa bomo pol malo bolj frej zaradi tega. Karikiram, ampak babice kot podpornice fizioloških procesov, pa s tem prevzamemo nas, da smo zelo potrpežljive, da čakamo, da ne vemo, kdaj bo konec našega dela in da se nam ne mudi, da ženske pri tem podpiramo. Se pravi, idealno bi bilo, da bi bilo to že samo po sebi. Tako ni. In tako kot sem rekla, nekateri starši imajo to srečo, da se jim to zgodi, brez da bi karkoli za to naredili. Potem imamo pa na drugi strani starše, ki se zelo, zelo angažirajo. In včasih se preveč angažirajo. In mi velikokrat vidimo, kako v resnici kakšne ženske, ki res nič ne naredijo, najbolj enostavno rodijo, zaradi tega, ker imajo najbolj prazno glavo, kar se tiče poroda in vsega. In kontra, kako kakšna ženska, ki ima vse naštudirano in že tako od začetka nosečnosti vse dela, kako veliko enega bremena prinese sabo tudi k porodu. In tukaj nekje sredi teh dveh skrajnosti se pa dogaja tista naša realnost, ki se zgodi enkrat, dvakrat, trikrat, za nekatere mogoče še katerič več. Meni je recimo zelo blizu, vedno, ko razmišljam o temu, kaj so naše neke referenčne točke, ki jih vidim tako kot res svetilnike, mi je misel Michela Odona, se pravi sodobnika Le Bourieja, ki je rekel, kar se tiče, v bistvu je šlo za komentar k eni knjigi, ki je bila napisana in so ga prosili, da naj on napiše spremno besedo. In je noter napisal, odlična knjiga, morali bi jo prebrati vse babice, vsi porodničari, pediatri, ki so zraven, ni pa za nosečnice. Nosečnice morajo hoditi na sprehode, peti, poslušati ptičje petje, gledati luno in podobno. Tako da jaz mislim, mi iščemo tukaj nekje, iščemo, ker ni odgovor še več priprav. V resnici mi rabimo samo ta prave, katere so ta prave, pa za eno žensko in drugo žensko ni isto. Mislim, da je zelo pomembno tukaj, da smo taki mehki, da se ne zakačimo, sploh ne za vse te stvari, ki butajo, zdaj v nas, ko odpremo socialna omrežja in imamo reklam za vse mogoče, vse te visoko leteče besede, so včasih res samo na površju, in pridejo tja. Tako da na koncu pa zmeri rabimo še malo blagoslova, ne glede na to, koliko se pripravimo ali ne, ampak mora to od drugje prijeti in moramo biti podprti še od neke druge. Ja, hvala, lepo. A ima mogoče že zdaj, kdo izmed vas tudi še kakšno vprašanje, preden nadaljujemo? Okay. Jaz, recimo, Le Bourrier, on je začetnik poroda v vodi. A je?
V bistvu, kar je meni znano, to mi boste vi popravili, on je v bistvu zagovornik, da se otročka takoj po porodu vrne nazaj v vodo, njegovo, bi rekla, okolje, kjer je preživel 9 mesecev, in temu se tudi imenuje kot Lebojeva kopel. To se pravi, da ga takoj po rojstvu, da ga damo pač za nekaj minut v to kopel, in tudi so v bistvu fotografije vse v knjigah so avtorjevo delo. Se vidi, kako v bistvu potem se otrok sprosti, vse te napetosti spet, spet se počuti tako kot doma sem. Tako da on priporoča to kopel takoj po porodu. Zdaj jaz ne vem, ali to sploh kdo izvaja v porodnišnici, a pridejo mamice, sem gledala, da ima neke čebričke, da pridejo s tem v porodnišnico, kako je pa s tem v praksi? Jaz bi mogoče najprej na vaše vprašanje. Ja. Torej ne, za začetnika porodov v vodi se smatra Michela Odona, čeprav v resnici on ni bil začetnik porodov v vodi, on je bil predstojnik ene klinike, manjše v Franciji, v Pitvijeju. Ne, ni naslednik, par let je bilo, nima razlike, pa, kakor jaz vem, se je Leboje res s tem otrokovim doživljanjem ukvarjal, Odon pa v bistvu s tem, kaj fiziologija pomeni v bistvu za sam porod, oziroma da drugače postavi, se pravi, kaj je tisto, kar je fiziološko, kako ne motimo poroda, zato da je ta čim bolj enostaven in kratek, ne v smislu, da tekmujemo, da bi bil porod čim hitrejši, ampak enostavno, da se zgodi na najboljši možen način za mamo pa otroka. No in on je takrat kot odgovor na to prekomerno medikalizacijo v svoji bolnišnici uvedel možnost lajšanja porodnih bolečin z porodnimi bazeni. Tako da ti bazeni niso bili mišljeni za to, da se bodo otroci tam rodili, ampak so bili mišljeni kot lajšanje porodne bolečine v prvi porodni dobi. Je pa hkrati seveda on tudi takrat že razmišljal to smer, da nič hudega, nekateri porodi bojo tako hitri, da pač ženske ne bojo uspele priti ven iz bazena in ni to nič nevarnega, pač otroci se lahko rodijo tudi v vodo. Se je pa to potem s časoma v resnici tako popularizirali, da so njemu kar nalepili nekako to oznako, da je on začetnik poroda v vodi, čeprav nekaj let nazaj, ko je bil v Sloveniji, je ne da govoril samo o tem, da ni on ta začetnik, ampak celo o tem, da je ratalo škodljivo to, ko vpišeš recimo YouTube ali pa kaj podobnega, pa napišeš naravni porod ali pa porod doma, in enostavno vate butnejo samo filmi, kjer se otroci rojevajo v porodnih bazenih. In on je recimo, kot se pravi, splošno znano kot začetnik porodov v vodi, govori ravno o tem, kako je fiziološki porod za človeško samico pač porod na kopnem, ne v vodi. Prosti, tvoje vprašanje Če kdo... Jaz ne poznam tega primera, da bi tudi pri meni v moji praksi ni v bistvu nobeden nikoli tega izrazil. In jaz recimo, pri vsemu, kar sem tukaj prebrala, ravno ta del gledam z nekega tega zgodovinskega zornega kota, se mi zdi, da kot odgovor na medikalizacijo in ločevanje otrok, ki je sledilo pred tem, je bila to lahko zares dobra stvar. Zdaj, jaz osebno pa mislim, da 10 minut potem, ko se otrok rodi, ne sodi drugam, kot k mami. Tako da, če bi recimo nekdo prišel, zdaj, ko bo knjiga zaživela, in si mislim, da bo ideja, jaz pa želim Lebojevo kopel, po porodu mu rekla, ampak mogoče bi pa vsem tale otrok bil malo dlje časa. Pri mami pa bi imeli mogoče 3 ure nemotenega stika, pa bi zamaknili večkrat. Ja. Super, hvala. Izkušnja rojstva je skupna čisto vsem. In skozi prebiranje te knjige, tako kot je že prej Nina omenila, lahko začutimo lastno izkušnjo rojstva, ki je pa za večino izmed nas zelo boleča. Ne želimo se spominjati, smo jo zakopali nekam zelo daleč stran od sebe. Tako da knjiga ni namenjena samo bodočim staršem, ampak vsem, ki jih ta tematika zanima, predvsem si želim, da bi dosegla tudi čim več strokovnega osebja. In zdaj me zanima, naprimer, govorili smo že o vplivu rojstva na fizično telo.
ampak vemo, da ima vpliv rojstva na veliko več nivojih, kot samo na fizičnem. Kaj po vašem mnenju še vse zaznamuje način, kako se otrok rodi? Jaz bom te dala, da bom malo razmišljala takšne. Jaz seveda imam 2 neprespani noči, ko so moji možgani malo na pol. Za Nino nismo niti napovedali v napovedniku, zato ker je rekla, da ima rojstvo otročka in je zdaj 2 dni je bila prisotna. V dolgem porodu. Tako da smo veseli, da je vseeno prišla. Prišlo dete, da je lahko ona prišla. Ja. Vsi sodelujejo. Na kaj vse vpliva način poroda? Zdaj ne vem, tlele gledam tele oprost, ampak ko se mi pogovarjava o tvojem trenutnem študiju telesno orientirane psihoterapije in se zelo dobro pogovarjava, ker se te tematiki se stikata, kako iz tega vašega pristopa se praktično stalno vračate v te najzgodnejše izkušnje v maternici že, med samim porodom in predvsem v zelo začetnih senzoričnih tednih, ko kot človeško bitje še ne razmišljamo o tem, kaj se nam dogaja, ampak čutimo. In to ne zakopljamo nekam daleč stran, rahel popravek, ampak v svoje telo spravimo. In tukaj imamo, samo ne vemo, da imamo. In potem se to kaže na mnoge načine, najrazličnejše, predvsem res v tem, kako funkcioniramo kot človeško bitje. Kako se odzivamo na življenje, na odnose predvsem in posledično, kako sebe doživljamo znotraj teh situacij in odnosov, ki v nas vnesejo informacijo in jaz se na to informacijo odzovem. Nam se zdi, da imamo nadzor nad tem, vedno. V določenem delu svobodna volja človeka nam je dana, od tukaj ni vprašanje. Ampak so pa neki vzorci, neka struktura, ki se je postavila, ko smo se razvijali v maternici, ko smo se rojevali. In ta struktura je taka, kot je takrat nastala. Šele ko ozavestimo, ko se lotimo tega raziskovanja in smo tudi odločeni, dovolj pogumni in trmasti, da te strukture predrugačimo, se šele začnemo lahko pogovarjati o tem, da spreminjamo ta template, ki je pri porodu nastal. Tako da zelo široka tema, zelo tudi že raziskana. In tukaj ni več samo filozofiranje o tem. Imamo res dokaze. Toliko zaenkrat. To je res vprašanje, kot mislim, da vse je mogoče besedo 2 na kratko, nič zdaj. Ja, v bistvu sem že prej povedala, da ta izkušnja poroda, kako se rodimo, ostaja z nami. In jaz močno zagovarjam, da je sam porod aktivator, aktivator vseh življenjskih funkcij, ki so nam kot pač človeški vrsti dane, in s tem tudi dostop do, rada rečem temu, razvojne kapacitete, ker to je moje primarno zanimanje. Kako v bistvu vzamem razvojno kapaciteto in kako pač pravzaprav ravnati z otročkom, da ne zapremo te poti. In ne glede na to, pač porod je bil, kot je bil. Zato je tako zelo pomembno, kakšna je pot otrokova bila, kakšna je bila mamina in kje se ona dva zdaj tukaj lahko srečata skozi to naravno potisno razvojno silo, ki ona deluje. Ona deluje in jaz zelo vedno povem staršem, otroci se najprej ravnajo po naravnem zakonu, potem šele vse ostalo. In ko v bistvu začnemo podoživljati določene stvari bolj odprto, smo pogumni, gremo v stvari, tudi ko je otrok že z nami, se začnejo v bistvu lahko uravnalni procesi, recimo kar na te dinamične razvojne sile, ki so tukaj med nami, ne moramo reči, da jih ni. In ko se te stvari lepo poravnavajo,
se v bistvu dvigujemo, nadgrajujemo, se v razvoju, živčen sistem nadgrajuje samega sebe. In to, kako lahko to pač poteka, je pa ravno ta prvi kanal skozi ta preboj, porodni kanal, ko pridem na svet. Zato je tako zelo pomembno, me je zelo drago, da starši povejo, oziroma mamice povejo to zgodbo, kako so zaznale sebe, zdaj pa pogledamo, kako je bilo pa to za otročka, ker ga zaznamuje. Ja. Super, hvala. Par misli sem zbrala, na vse, vpliva, na čisto vse. To je tako, ker če imamo neko drevo, so korenine, tam tiste, ki držijo ta drevo potem po konci. Ne samo porod, ampak ta seveda največji, ko je otrok tukaj 1 minuto, je to 100% njegovega življenja. Ko je tukaj 3 minute, je to spet 100% njegovega življenja. Zelo je pomembno, kaj se takrat zgodi. Mi otroka žoknemo, pa je to fizično, ali s prevelikim hrupom, ali je to z svetlobo, pa se zapre kot školjka, ali pa lahko začne opazovati, kaj je to svet, v katerega je prišel, kdo je mama, z druge strani telesa, ali pa je v stanju, joj, ne smem pogledati, ne smem poslušati, kaj se tukaj dogaja. In tukaj se mi zdi, da je ta glavna razlika, tudi potem, ko so starši doma, s tem otročkom, kakšna je dinamika med njimi, med mamo, očetom, otrokom. Ker tiste stvari, ki se narobe zgodijo pri porodu, tam ostanejo. Nekatere lahko korigiramo kasneje. Ampak ta čas, to skorigirati, je veliko težje, kot da imamo neko harmonijo, že od samega začetka. Ker porod je sicer izjemno naporen. Ne moramo reči, da porod ni naporen, ne za mamo, ne za otroka, ampak vseeno je to lahko zelo dober prehod in imamo mi lahko tukaj harmonične sile, ki delujejo, lahko imamo pa zelo razdiralne, ne samo telesno, lahko je to seveda telesno, z veliko postopki, travmami, ki se zgodijo telesu, ampak lahko gre pa za stvari, ki so psihične narave, čustvene. Mi imamo lahko žensko, ki je po porodu res kraljica na tem svetu, in ve, da kdo je ona, lahko pa imamo žensko, ki popolnoma izgubi vse zaupanje, ki ga ima vase. Tako da ja, vse stoji na tem. Hvala. A kakšno pa je v resnici, na primer, zanimanje žensk za rojstvo, kot ga opisuje Le Boyer? Koliko žensk oziroma bodočih parov si to želi, izbira, približno, ne vem, pol od teh, ki jih vi srečujete, to manjšina, večina? Ja, jaz moram reči, da k meni sicer še niso prišli, da bi nekdo prav izrazil tako, kot Le Boyer. To ne. Oziroma pač naraven porod, recimo. Okay. Ja, k meni pridejo same takšne. Ja. Zdaj, če bi pa malo statistiko pogledali, pa bi videli, da je v bistvu verjetno 80% porodov v Sloveniji medikaliziranih na tak ali drugačen način, od sprožanja poroda, pospeševanja poroda, medikamentoznega lajšanja bolečin, prireza presredka, se pravi, če damo vse te stvari, se nekje pri 80% se zagotovo srečamo. Oj pa rekli, da pa malo staršev želi naraven porod. Verjetno je to pač skladno s časom, v katerem živimo. Vse želimo hiter, pa lepo, bleščeče. Eno epiduralno je enostavno reklamirati. Pač v nekaterih porodnišnicah, zdaj ne vem, če še vedno, ne vem, če še vedno, ampak v eni porodnišnici se spomnim, ko si prišel si CD dubu z reklamo za epiduralno. Za naraven porod, ni razloga, ni firme, ki bi hotela zdaj to, ker bi zaslužila s tem, ne? Ja, tako. Tako da. Nina, ti še kaj rekla? Če se strinjam s tem, da v teh letih sem se naučila, da se vsake toliko časa simbolično klofnem, in rečem, ne, Nina, ampak to je še vedno velika manjšina, ker isto tako kot k tebi, k meni pridejo ženske, ki imajo odprto polje za sprejemanje teh informacij, že
približno, nekatere natančno, ampak večina približno vejo, kaj si želijo. In če bi sklepala samo na vzorcu mojih mamic, bi rekel, mi smo v redu, ful dobro. Ampak ja, ko pogledaš pa celo statistiko, pa vidimo, da je to res repek, repek malo žensk. In z vsem se strinjam, bi pa dala samo še en moment zraven. Meni se pa zelo zdi pomembno to, da ne nehamo govoriti, ozaveščati, širiti te dobre informacije. Zato, ker to je pa res rdeča nit mojega dela, 15 let že, stavek, zakaj mi tega ni nihče že prej povedal. In drugi stavek, to bi morala slišati vsaka ženska. Torej je včasih prelomen moment tudi v tem, da ženska še ne ve, da to hoče, ampak ko sliši te stvari, pa ve, da to hoče. In ne na pol, zares ve. In če se navežem, ker si pred toliko si dobro opisala ta dva ekstrema, nič vedeti, pa vse vedeti, pa preveč vedeti, pa tako. Točno to, zdrava mera in pozornost na to, kako dajemo informacije med ljudi, te, ki jih mi želimo. Kako, ja, da ne rata iz tega stiska, kaj vse moram vedeti, kaj vse je pomembno. A bo ona luč, a bo ta beseda ta prava. Ne, tak način. Ne. Povedati pa. Zato, ker če ne veš, kaj lahko veš, potem ne veš, česa ne veš. Ja. In jaz sem zagovornica tega, govorimo, učimo, delimo stvari, delimo spoštljivo. Včasih me moje mamice sprašujejo v programu, ko se veliko pogovarjamo, ko imamo srečanje v živo. In mi rečejo, pa so me vprašali, kako sem rodila, pa nisem sploh hotela razlagati, ker vem, da ne bi vedeli, o čem govorim. Pa jaz rečem, majčkeno se ustavimo, pa malo poglejmo to zgodbo, a res ni vredno govoriti. In je res, včasih ni vredno. Včasih je tako, da se ta pregovor ne meči bisere svinjam, dejansko je resničen. Ampak večkrat kot ne si pa rečem, kaj pa če poskusiš, pa eno seme tam, pa eno seme tam, pa mogoče jih 10 res ne bo sklilo, pa mogoče bojo kakšnega pohodil vmes. Ampak eno pa bo in je vredno. Res je vredno. Če jaz nekaj vem, kar vem, da je dobro, jaz v bistvu interno noter čutim, da je moja dolžnost, da to povem. Mislim, dolžnost, ta neka širša odgovornost. Ker jaz bi dala vse na svetu 20 let nazaj, ko sem bila noseča. In vem, da je bilo vse v meni pripravljeno na te informacije. Ampak jih ni bilo. Danes pa jih imamo. In jaz čutim, da je to moje poslanstvo, da ne neham o tem govoriti, čeprav se mi zdi, da že sama sebe dolgočasam, da sem že vse povedala na tem svetu, pa da vsi vejo. Ni res. Pa to ni res. Kaj pa zdaj, če gremo še en korak naprej? Naprimer, ena izmed stvari, ki jih Leboje svetuje, je tudi tišina, mir v porodni sobi. In, naprimer, če gremo na drugo porodno dobo, ženske, ki ste rodile, veste, kaj se takrat dogaja, takrat se dejansko rodi otrok. In takrat je v porodni sobi zelo glasno. Babice rečejo, potisnite, dihajte, ne dihajte. Kričijo. Ampak to so pač v večini porodnišnic, je pač postopek, da so te druge porodne dobe vodene. Pri porodih doma ta porodna doba ni vodena, ampak ženska dejansko mora sama sebi toliko zaupati in svojemu telesu, da točno ve, kdaj bo porodila otročka. In Nina Radin, ti si tudi babica, ki ne porajaš otrok, ne vodiš porodov, ampak si neka podpora za žensko in ji dovoliš, da ona sama rodi v tej moči, kajti če je telo sposobno spočeti otroka, žensko telo zna roditi otroka. Mi imamo v vsaki celici telesa napisano, da znamo roditi. Zato so potrebne pa še dodatne priprave, res zaupanje, ampak mogoče, če lahko, a je kakšna svetla lučka, da bi se to postalo nek del prakse, oziroma da bi si več žensk to izbiralo, tudi v porodnišnicah, če to sploh možno?
Najprej bom pritrdila temu, ko si rekla, da ne vodim porodov. V osnovi je tako. Ampak babice smo pri porodu zaradi tega, ker včasih pa tudi ne gre vse prav. Ja. In takrat, kadar ne gre vse prav, babice tudi kaj usmerjamo, vodimo, tudi porod, tako da ni, da nikoli ga jaz ne vodim. Včasih ga. Se mi pa zdi, da je potrebno razlikovati med tem, kdaj je to potrebno, in ne naredimo nič, ali pa naredimo minimalno, pa kdaj se to dela zaradi tega, ker je to stvar navade, ker to lahko, ker to znamo. Jaz mislim, da je ravno to naloga babice, da se nenehno prej sprašuje, ali je potrebno, da zdaj le nekaj naredim, ali ne. A bo to koristilo, ali ne bo. In tukaj gre tako za to, ali smo glasni, ali pa ne. Včasih je treba biti glasen, včasih te ženska ne sliši, ker je nekaj druge. Plodovi utrip pa niso v redu. Takrat je treba toliko na glas povedati, da bo ženska prišla, spet od ona vzela, ko reče, da gre tja gor na Luno ali na planet po dušo svojega otroka, da ga pripelje tukaj dol. In je treba od tam prijeti tukaj sem nazaj. Tako da nobena stvar ni nikoli in nobena stvar ni vedno. Spet moramo tukaj glede na situacijo iskati tisto, kar je v danem trenutku, zato imamo in tega otroka najboljše. Moramo se pa zavedati, da mi tukaj danes smo zaradi tega, ker porod deluje. Večina žensk bi lahko rodila brez zapletov in mi bi še vedno preživeli. Ne bi pa vsi, ker narava je sicer zelo mogočna, ampak za posameznike je pa marsikdaj vseeno. In naloga babice je ravno tukaj, pri tej podpori, da zna presoditi, kdaj je trenutek, ko se je potrebno vmešati, in je treba tudi reči, da zdaj je pa treba tega otroka roditi, ker bojo sicer posledice za celo življenje take, ko bo težko mogoče z njimi živeti, ali pa si ne odpustiti kakšne nepremišljenosti, dajmo temu reči. Ali pa pustiti, da ženska rodi, kot bi bila sama, zaradi tega, ker je vse v redu. Jaz tukaj vidim. Super, hvala. Mogoče zdaj kakšno vprašanje iz publike, komentar, Sanda, izvoli. Mene pa zanima, glede na to, da že nekaj let počnete te stvari, pa ti tudi rodila na tak način. Kakšne so vaša opažanja glede tega, kako se otroci rojeni na naraven način razlikujejo, ki so zdaj že mogoče najstniki ali pa ne vem, koliko stari kot otrok, ki niso? Lahko jaz. Jaz lahko iz svojih izkušenj povem, da otroci, ki so pač na naraven način rojeni, ker je lahko bilo tudi težko, ampak je bilo to sodelovanje, ta podpora procesu, kakršenkoli je že bil, so pripravljeni, tako kot ste prej omenila, eni gledajo. Kako gledajo, Ali obrača samo oči, ali obrača oči, pa tudi obrne glavo. Njemu je dano, da obrne glavo, da prevaga telo, si upa vzeti življenje. Do tistih, ki recimo niso imeli naravnega poroda, se bojijo, so kar dol spuščena glava, in je tukaj je treba najprej podpreti. Pa vendar jaz se ukvarjam bolj s tem procesom prvega koraka, kako zdaj res pridemo otroku naproti, da res ta volja in telo sedeta skupaj. Se da mnogo narediti, zato je ta prvi korak zelo pomemben, da smo čuječi, čutni do teh njegovih potiskov, potrpežljivi, in kako ga vodimo skozi to, da on tudi gre ven iz sebe in si v življenje vzame. Tako da jaz bolj vidim v tem, kako res lahko tudi po tem pristopimo z upoštevanjem njegove porodne zgodbe, da mu damo ta čas, da on res lahko pride. In tukaj jaz zelo rada povem, niso pomembni mejniki, kaj kdaj doseže, ampak kako je do njih prišel. In res ni pomembno, kdaj se kaj zgodi, ampak kako je on
vzel iz sebe, a ne? In ta proces, kako, jaz rada rečem, a ne, zelo težko včasih kdo razume, kaj s tem povem, ampak dejansko gre skozi to, kako uporabim sebe, a ne? Kako uporabim sebe v odnosu do sebe in seveda v interakciji z okoljem, a ne? In to je tista lepota procesa prvega koraka, kamor sodi tudi seveda prvi preboj na svet s porodom, a ne? Tako da taki otroci stojijo v svoji avtentičnosti, a ne? Imajo tisto notranjo moč, ki znajo slediti, recimo temu, svojim sanjam, a ne? To, kar današnjim otrokom lahko rečemo veliko manjka, ker je družba tako hektična, kaotična, toliko enih informacij, kaj vse mora otrok znati, in ta vpliv je že na sam porod, a ne, močan, potem pa seveda tudi po porodu, a ne, kako zdaj bomo tega otroka gor spravili. Ampak je treba upoštevati ta način poroda, a ne, ki mu da nek prostor, ta intimen svet prostor, koliko on časa rab, da zdaj v bistvu sede noter vase in si upa ven iz sebe iti svoje sredine. Ne. To je treba spoštovati. Ja. In tako mi je prišlo na misel, da v resnici moramo tudi spoštovati, to se bo mogoče zdaj malo kontradiktorno slišalo, ampak včasih se otrok želi roditi na en specifičen način. Ja. In razmišljam zdaj o mamicah, ki jih srečujem čez leta, pa se pogovarjamo, pa mi ponavadi rečejo, ja, taka je, kakor se je rodila. Tako kot je bil porod, taka je, tak ima temperament, tako ima voljo, trmo, ali pa ne, ali pa pasivnost. Recimo, če je bil začetek naravni porod, vse je kazalo, da bo super, ampak ta otrok kar ni sodeloval, kar nekako ni potoval v smeri rojstva in je recimo potreboval potem umetne popadke, kakorkoli že, in reče mami, ja, še danes je tak, skozi ga je treba nekaj mal spodbujati, pa porivati, pa čakati na njegov čas. Tako da to je res zelo povezano. Kar pa mi pa mamice povejo, recimo, ko govorimo o nekih teh res naravnih porodih, a ne, največkrat omenijo lastnost, da ta otrok ve, kdo je. In tukaj danes se nismo še dotaknili tretje porodne dobe in poroda placente, ki je s tem zavedanjem, kdo jaz res sem in kdo sem ta, ki hodi po tej zemlji, utelešena človeka, ne, utelešena duša, je zelo povezano s posteljico. In se pravi, otroci rojeni na ta način so večinoma otroci, ki jim je zelo jasno, po kaj so prišli sem. In s tem so povezane potem bolj običajne lastnosti, kakor samozavesten otrok, a ne, prava mera introvertiranosti z ekstravertiranostjo, jasne so meje, artikulirani otroci, ki z lahkoto držijo očesni stik, odprt očesni stik, a ne umikajo pogleda. Nekako samoumevno jim je, kaj je prav, pa kaj ni prav, brez da bi jih vzgajali. Ne? Lepo si povedala zelo. Ja. Samo eno besedo ti dodala še tukaj na občutek pripadnosti. Ja. Pripadnosti. Treba iskati prostora pod soncem, da bi pripadal. Ti si izgubljen, imaš korenine. Točno to pišem v spremeni besedi, kaj se zgodi, a ne, v porodu. Dva občutka. Občutek pripadnosti in ljubezni ali občutek ločenosti in strahu. To sta dva kontinuuma, kamor stopimo. Pripadnost, ljubezen, občutek varnosti, ampak pripadnost, to je občutek varnosti. Ker ko mladiček, a ne, moraš imeti občutek, da spadaš nekam, da te je mama sprejela, da te je pleme sprejelo, ker sicer, a ne, naš kontinuum reče, nimaš šans za preživetje. A ne, in na drugi strani tako rojeni otroci, njima je samo umevno, da so in narejeni iz ljubezni in prišli širiti ljubezen in da je svet pač varen prostor. Varen. Tukaj je moj prostor pod soncem, ne, nekam spadam.
Hvala. Živijo svoje bistvo, ne? Ja. Ne rabijo drugo polovico življenja iskati, kdo so, ne? Jaz bi težko rekla iz prakse, ker ti otročički, ko sem jaz bila njihova babica, so zdaj komi začeli ratovati najstniki. Jutri bo 11 let, odkar sem samostojna babica. Jutri je mednarodni dan porodu doma. Ja. In... Si tudi najstnica zdaj. Ne še jutri. There you go. Na pravi poti smo. Je pa zanimivo, veš, ni na meni to isto rečejo, kar si ti rekla, ne rečejo mame. Ne, ta otrok, ta je pa čist drugač. Ko jih primerjajo z otroci, ki so bili rojeni na nehuman način, dajmo temu reči. Meja, je tisto, oni imajo jasno postavljene meje. In jih ne bo nekdo pregazil, ker niso imprintani s tem, da bi nekdo njihove meje pregazil. Tako, to se mi zdi zelo pomembna reč. To, ko si ti rekla posteljca, ali pa ko si ti prej omenila, kako je druga porodna doba, veliko govorjenja. Mi imamo tretjo porodno dobo, ko otrok pride tukaj sem na svet, takrat je pa, da smo na avtobusni postaji. Če je še prej tista, samo usmerjena v, kako se žensko usmerja, kako ne rojeva, pa je pa kar naenkrat čisto vse. Kada je konc vsega, koga pa imamo, za otroka, ki je ravno kar sem prišel, čisto vsenje, kako mu je ime, kakšnega spola je. To so stvari, ki jih lahko zvemo 3 ure po porodu. Verjetno bojo starši sami od sebe že prej povedali. Ali pa sicer večina staršev danes ve, pričakuje hčerko ali sina, ampak tisti, ki pa ne, se jim tako pogosto ukrade ta trenutek. In punčko imamo, a bi lahko pustili. Tako lepo je pustiti, ker vidiš, da v bistvu starše 15 minut ali pa pol ure sploh ne zanima, kakšnega spola je otrok. In potem v bistvu se enkrat spomnijo in se res, kaj pa imamo? Ampak do takrat že zljubijo svojega otroka, zaradi tega, ker imajo prostor za to, ker ni njihov neokorteks bombardiran z nepomembnimi vprašanji, ki ne sodijo v ta čas. Nismo pozabili, to je svet čas in to ni samo floskula. To je eden od najbolj svetih časov, takrat, ko pridemo na svet. In meni se zdi, da tišino vnesti v ta čas, v tisti prej in ta zdaj in skrbeti vsaj, da tisto, kar ni tišine, da je čim bolj tiho, da ne prestrašimo otroka in mame. To se mi zdi, da je ful pomembna stvar. To, lepo je, noter govori o tem zakasnenem klemanju pa rezanju popkovnice v tem času. Mi danes vemo, da lahko to storimo veliko kasneje. Se pravi, ženske, ki bojo to brale, bo mogoče v porodni načrt napisale, ne želim, da se malo počaka, ampak tista minuta, ki že velja za zakasnelo klemanje popkovnice, to je čist premalo. Ne samo tako iz fizičnega pogleda, ko otrok dobi še nekaj krvi, iz posteljce, ki mu pripada, ampak zaradi tega, ker je to otrokov organ, ki kar v trenutku zmanjka. Pa seveda so tukaj tudi koristi za mamo, pa za to, da je čim manj možnosti za poporodno krvavitev in podobno. Ampak otrok, ko mu prerežemo popkovnico, pomeni, da ni več v tistem naravnem stiku z mamo, v katerem je pred tem bil. Mi moramo tega otroka obrniti. Nekdo drug rokuje z otrokom. Se pravi, namesto da bi otrok tam bil in varno pristal, je v stanju, kaj ste zdaj to z mano dogaja, in potem ostane še v bistvu brez organa, ki je njegov. Posteljca je pač otrokov zunanji organ. In to so stvari, ki lahko počakajo. In danes to vemo. Recimo Angleži, ko imajo smernice za porod, tam ločujejo med, mislim, se to tudi mi ločujemo, med aktivnim vodenjem tretje porodne dobe pa med fiziološkim, ampak v fiziološkem lepo noter napišejo, da se počaka toliko, da preneha utripati popkovnica ali pa celo, da se prej rodi še posteljica. Ampak
mi mirno lahko počakamo 3 ure, Ja. Lahko pa 5, ali pa še dlje, karkoli. Skratka, nikamor se ne mudi. Nikamor, Ne? ja. Če govorimo zdaj mi o zdravem otroku, zdravi ženski, zdaj situacije lahko grejo tudi do drugam, ko je Absolutno, kdaj ja, tudi ja, smiselno, ne prekiniti seveda prej. Ja, ja. Ja, jaz se spomnim, da je meni babica, pri meni je bila babica Lučana iz Trsta in je rekla, da je treba pustiti posteljico in popkovnico nekaj ur, da se izmenjajo še tiste nevidne informacije med mamico in med otročkom. Tako da jaz sem zelo hvaležna, da sem imela ta privilegij, da sem v bistvu nekih 7 ur pustila, ampak že 3 ure je tako luksus, tako da pač vabim tiste, ki boste rodile, da to pač zahtevate. Ker je res, kot je Nina povedala, pač res iz strokovnega vidika, da so to res pomembne stvari, ki jih ne moramo nikoli več popraviti. Ja. Če zamudimo. Ja, takrat, Moram še dodati, ker tukaj pa sem jaz taka res goreča zagovornica tega, da se ne moti stika med mamo in otrokom. Po porodu v tem svetem času. Kot rečeno, kot dula po porodu opazujem in sem tudi to imela priložnost opazovati, kako majhna stvar v bistvu prekine stik med mamo in otrokom. Majhna stvar, kakor dvignete malo zadnjico, kako rečejo, ki menjajo te podloge pod medenico, po porodu, ko je krvavitev in tako. In že to, malo se oprite na noge, malo dvignete tole, moramo zamenjati. Ja, vse bi rekel, če bi prvič videl porod, pa logično, kaj pa je to tazga, a ni fino, da je mama na suhem. Ne, ampak mama je bila glihkar v res posebnem stanju, z vsem koktejlom hormonov, ki pride v njo in v otroka po porodu, v tem zamaknjenem stanju očaranosti, gledanja, vohanja, tipanja, čudež se je glihkar zgodil skozi njeno telo. In takrat res ni, praktično zelo malokrat je pravi moment, da zmotimo ta stik. In rezanje popkovnice, zdaj si lahko predstavljate, kako velika motnja je to. Če je že en stavek motnja. Takrat pa otroka treba prestaviti, pa ga obrniti tako, pa oče, boste vi prerezal? Ne, pa škarje, pa luč, pa treba je bolj videti, pa takole se obrnite. Ne, pa traja to, Ja, pa otroka tukaj boli, pa noč ga ne boli, lejte, se je že vse prazen. Ni oživčena popkovnica. Jaz kar moram dihati. Res, ko to vidiš, zdaj mi tle govorimo, poskušamo skozi besede vam približati, zakaj gre, ampak ko to vidiš, ti je pač jasno, ne dotikaj se. Nimamo pravice pravzaprav tega delati. Dokler ni miren čas, se pol je pa tudi jasno, a ne? Nek tak poseben mir nastane, kot da se je otrok naužil posteljice, da je pripravljen, da jo spusti. To se nekako čuti, ne vem, težko opišem, ampak veš, da je pravi čas in da bomo to zdaj naredili, brez da prikrajšamo kogarkoli za karkoli. To si zelo lepo rekla, da spusti, da otrok spusti, da je pripravljen, da gre. To je zelo pomembno, kako spuščamo. Tudi pri porodu, kako ima mama možnost, da spusti, da ni to vse mehansko, in potem tudi otrok, da spusti. Ves čas spuščata in se povezujeta, to je res sveti prostor. Tako da je res lepo. Čudovito. Boče še kakšno vprašanje? Preden zaključimo, izvolite. Jaz bi mogoče samo eno stvar še spostavila. Prej, ko ste se pogovarjali o otroku, pa kaj pomeni za njega, za to za kasneje. Se mi zdi, da mogoče eno dejstvo smo mogoče malo pozabili. Se mi zdi, da rojstvo otroka vseh je en največjih stresov v življenju. Ampak v dobrem smislu. Konec koncev je ta stres potreben, da on prestopi lahko v življenje. Se mi zdi tudi pač naravnim porodom, pa tako, vemo, da ti otroci grejo tudi čez določen stres in morajo ta stres je potreben, da oni lahko zaživijo. Tako da se mi zdi potem, ko se pogovarjamo v tem trenutku po rojstvu, tak stik z mamo, ki glih tiske po mojem blagodeje, ki pomaga ta stres umiriti. In to pa to mogoče ni bo toliko izpostavljen ta bonding potem kasneje, ki ravno izhaja iz tega trenutka, ki je bil verjetno njegov stres, pa gre potem v ta bonding in gre potem naprej. Prej se nisem oglasil, jaz sem drugač pediater, neonatolog.
Super. porodnišnici zaposleno. Pa tudi par gosti poznam. Ja, Matevžek, kako sem bila vesela. Lepo. Hvala za komentar. A bi mogoče katera izmed vas želela, pač kaj, da mi pričakujete tako odgovor, ali bi to pač kot replika? To sem pogrešal, tisto, kar je bilo vprašanje. Ja. Kaj pomeni to kasneje za otroka? Se mi zdi, da je ta naveza, ki se vzpostavi že takoj po rojstvu, da vse lepše. Ja, absolutno. Bistveno, ja. Mi smo še do 3. porodne dobe prišli. Nosečnost prva, druga. Ja, itak, to je pa še nova široka tema. Ja, se vemo, stvari se zgodijo in postanejo travma takrat, ko niso razrešene. In ko je otrok pri mami, zelo veliko stvari takrat razreši. Če niso bile prehude stvari, ki se jih ne da kar tako z objemom. In tudi včasih se to zgodi, pa ko so otroci ločeni. Tako da ja, objem je zdravilen. Ja. Jaz bi pa mogoče sam še dodala, tako kot si omenila, da mogoče pa kakšen porod je takšen, da si izbere težek porod, recimo otrok. Dostikrat je tako, mislim, rodimo se točno tam, kjer lahko, pridemo čez. Točno mami, ki ima takšno izkušnjo, da bomo skozi njo lahko prišli, recimo temu. In situacija cela je pa takšna, da v bistvu lahko mama in otrok zmoreta tam česa. Seveda zato pa pač potrebuje eno spremstvo, tudi ta proces, ki ga spremljamo, tako tudi potem, ko je že otrok rojen, da v bistvu ta njuna zgodba, kjer je, da dosega te vzpone in padce teh sil, narave, ampak da gresta svojo pot in se najdeta, in sta povezana. To je, se mi zdi, zelo pomembna stvar tega svetega prostora. Ja. Še kakšno vprašanje mogoče? Lahko jaz nekaj vprašam, gospod. Namreč zanima me, kako pogosto se mamicam zgodi, da se po porodu začnejo tresti in jih trese mrzlica. Ne znam vam povedati. A ste to doživeli? Ja, seveda. A je to kot odgovor telesa na stres? Lahko je tudi odgovor telesa na preveč izgubljene krvi, ampak drugače pa to v osnovi fiziološki proces. Treba je takrat razmišljati, mogoče ženska rab vseeno majčkeno dodatne energije, pa je dobro, da še kaj poje ali pa popije, ampak sicer je popolnoma fiziološki. Se dogaja tudi pri normalnih porodih, kjer ni nobenih intervencij, kjer niso dolgi, včasih celo pri takih, ki so ekstremno kratki, pa so pač zelo velik napor za telo. Lahko jaz sem pri drugem porodu to doživela, pa je bil naravni porod vodi. Jaz pa pri prvem. In sem se tresla. Ne, to je čisto normalno stanje. Jaz bi tukaj samo dodala, da je to odziv telesa, samodejen fiziološki odziv, recimo nevtralizacije tega stresa. In to je nekaj naravnega. In s tem stresanjem se v bistvu to tenzijo odpravijo od sebe. Ne gre, da bi ga zeblo, ampak dejansko je to, recimo temu, nek mehanizem uravnavanja. Ja, vse to pač je fiziološka stvar. To je še dobro v resnici. Ja, zaželjeno v bistvu. Ker, tako kot je Matevž rekel, da je res, porod je, intenziteta poroda je dejansko stresor, tako za žensko kot za otroka, pa če tudi je zelo naraven. In mehanizem tega, da se telo trese tako nekontrolirano, drgeta, je v bistvu samo dober znak, da telo dela to, kar je dobro za njega. Da sprosti živčni sistem, ne znam zdaj to je anatomsko dobro razložiti, ampak ne bi hotela pa dati sporočila, da če se niste tresle po porodu, Ja, seveda, odvisno od organizma, od sistema, ampak velikokrat slišim, da so mamice zaskrbljene, kaj je narobe z mano, kaj je bilo narobe s porodom, a je to zdaj neka travma, za katero ne vem, kaj z njo narediti. Ne, praviloma, če ne gre za izgubo krvi in tako, je to en tak zaključek tega intenzitete. Hvala. Ja.
Jaz bi se zahvalila najprej knjigarni Primus za vabilo, da ste organizirali ta dogodek, za organizacijo. Res hvala. Hvala Petru, hvala Vesni, hvala vsem gostjam in hvala res vsakemu izmed vas, ki ste si vzeli čas. In želim tiste, ki ste videli tukaj ena nosečka, želim ful lepo porodno izkušnjo in vsem vam vse dobro. Bi pa zaključila s to Lebujevo mislijo. Mogoče bomo končno slišali, kar že tako dolgo in vedno za manj vpijejo naši otroci.